ki je Svetovni gospodarski forum, kjer je glavna mafija tam sedi, ne? Vsaka seja, ki tam poteka tisti teden ali 10 dni se družijo, ne? Se kje pripelje s 1500 privatnimi avioni ta banda na kup. 1500 privatnih avionov. Torej, oni se lahko vozijo kukrčjo. Oni imajo lahko neomejene jahte dolge, mi moramo pa biti na občine zaprti, pa ne smemo potovati, pa čez meje ne smemo jeti. Torej, vidimo, da gre tle za totalno norost. Ne? Nimam druge izjave, kot lahko to rečem. Mi ne smemo nikakor na to pristati. Ne? Po drugi strani pa, če gledamo slovensko situacijo, bodimo pozorni. Ne? Vladajoči je prišel na oblast potem, ki je vstopil. Se je vstopil 4 dni po seji v Davosu. Bodite pozorni. Tam so dobili vsi navodila, kako morajo peljati COVID histerijo in očitno, ki je ta možakar to slišal, kaj mora početi, je res spoko pa šel. Tako, ki je spoko pa šel tudi avstrijski kancler, ki si je kao neko afero zmislil, da je neke male denarje so neki financirali, ne vem kva, in je rekel, da bo odstopil brez veze zato, ker se bo posvetil družini, ker je dobil sina takrat, dojenčka domov, ne? Ampak kako se je on posvetil družini, ko je odstopil? On je odpotoval v Kalifornijo skupaj z nekdanjim predsednikom Anglije, žene pa pustil, pa otroke pa na Dunaju pustil, še dan sta na Dunaju. On je pa lepo na Kaliforniji. Torej, a je to, se je tako posvetil družini? Vidimo, kako nekateri ljudje so zdržali to in zdaj je jasno, zdaj bo Janša šel, ki je svojo upravil. Verjemite mi, radikalen obrat, ki ga je naredil pred enim tednom. Ne vem, če ste ujeli, to, kar je ta človek se zavrtel v glavi, se mu večkrat zvrti kaj, ne? Ampak ta vrtenje je bil hud. On je bil pristaš Višegrajske skupine, bil nekako oponent Bruslju, vsaj mečka ne probo govoriti proti Bruslju, v navezi z Orbanom. Moramo se tudi tega lotiti. Kaj se pa zdaj zgodilo? Zdaj pa prepovedal transfer orožja preko Madžarske za Ukrajino. Ta idiot naš je pa zahteval, da se zapre zračni prostor nad Ukrajino, to pomeni pa 3. svetovno vojno. Pa ta je nor, ljudje moji. Ta je res nor, ta je za aretirati, pa prisilni opit pa ga odstraniti. Torej je plačan od nekoga, da traparije klati, da je postal pes vojne in zato ga sigurno čaka neka bogato plačana služba. Boste videli zdajle, ko bo leto izvolitev, ko itak ne bo izvoljen, on je svojo pravo, bo dobil za nagrado zelo verjetno visoko funkcijo v NATO paktu. Zdaj mi verjamete, da bo dobil službo zunaj, ker tle nima kaj početi, ko ga bo en fentu, če tle paradiral okrog. Zato vsega tega strana, kar je naredil. Torej vidimo, da se zadeve dramatično pelje v to smer, še zdale finale. Veliki golobček, beli, ne, golobček, včasih smo uno belo golobico pel, ne, pred leti, zdaj malo goloba. Poglejte, kako je pripeljan človek iz Davosa za bodočega predsednika, ne. Najprej ga stavi revčka bojega, ne, dobi auro Kalimerota, uspešen prirektor, ne, peluje, kaj peluje, nič ni peluje, vse tista elektrika sama teče po Božicah, to ni ben direktor, to lahko vsak od nas to vodi, verjemite mi. To ni nobena inovativnost, nobena inteligenca potrebna, se mu po faci vidi, da ni inteligenten, ne, ampak pustimo to sekundarno. Torej, on je odstopljen, potem bo takoj podari milijon nagrade ljudstvu revnemu, ne, to je pa eden ta prav, zdaj pa on ljudem pomaga, torej on bo milijon evrov odstopil in razdelil med reveže. Mislim, ljudje so vzne oči dobili od tega, ne. Kar vlažne so dobili od navdušenja. Potem pa ste, karijera gre naprej, potem ga tale bivši ex-minister za okolje spreme v svojo stranko. Kdo je ta že, ki bi prej za okolje tako, da vzame v stranko, odstopi, torej vzame ga zato, da mu ni bilo treba nove stranke ustanavljati, torej ni treba listke podpisovati na upravnih enotah, ne, kot vi počnete, ga vzame v stranko, odstopi in je golobček beli takoj predsednik šenkane stranke.
da kar vsak dan prva vest na medijih, na centralnih medijih je Golobček. Aha, torej je kader, ki ga direkt peljejo iz anonime na položaj predsednika, če bomo mi to budasti, da bomo to volili. Ne bomo videli, kaj bo ljudstvo odločilo, zato mislim, da je to človek Davosa in tudi bo nekega dne povedal, zakaj je odstopil, verjente mi, ampak rabi nekaj let, da mu dozori ta del možganov, da je treba pač povedati ljudstvo resnico. Vidimo pa, da vsi te barabini, ki danes vodijo Evropo, so vsi šolani v Davosu. Šola se je odprla leta 1984, do to sprejela dobro ve. V prvem letniku študija je bila potem je bil torej, potem kasneje so bili še v teh šolanih v Davoške bande so bili je bila ta koza od Aldernove v Novi Zelandiji in ta Lajdra, Pfizerova Lajdra, ki zdaj vodi Evropo. Kako se lahko ena taka candra špoga kupiti 1,8 milijarde cepiv? Kdo je pooblastil? Kdo je izvolil? Njen mož dela v Pfizerju, sin dela v Pfizerju in ona kupuje od Pfizera 1,8 milijarde cepiv. Ja, a smo mi cepili jeseni, ali kaj? Torej vidimo, da smo padli v totalen kaos ene kriminalne druščine, ki je treba res se odločiti, da reči, pa zdaj pa dosti tega. No, okay.